Že drugo leto zapored se je pod stražo odvijal Blejski bazar. 15. junija so v organizaciji društva Druga soba tam potekale razne ustvarjalne delavnice, ki so spremljale številne stojnice polne zanimivih predmetov. Mi delujemo na Bledu zdaj že tretje leto. Primarna vloga, ki jo imamo, je v bistvu psihosocialna pomoč, tako da letos smo se začeli tudi ukvarjati veliko z mladostniki. Ampak zraven, že lansko leto smo začeli, prirejamo ta bazar, ker se nam zdi, da je veliko preveč stafa v naših domovih, z namenom, da se ljudje znebijo v bistvu odvečne krame, hkrati se družijo, tako da smo tukaj cel dan. Poskrbimo za kosilo in poskrbimo, da se imajo vaši otroci in starši tudi fajn, ker so delavnice tudi potekajo čez cel dan. Tako da lanska izkušnja nam je pokazala, da smo se imeli ful fajn, ful smo uživali, tukaj smo v senci, ni nobenih teh zvočnih, ne vem, kako bi temu motenj, ja? Hvala. Tako da nam je fajn tukaj. Na bazarju so prodajali vse od nakita, lesenih izdelkov, igrač, prigrizkov in sladkarij, napitkov ter raznih starinskih predmetov, ki bodo dom iskali pri novih lastnikih. Prvotno je bila ideja Barbarina. Ona se je v bistvu spomnila, da bi bilo fajn imeti en tak bazar, kjer otroci izmenjujejo med sabo in se mogoče na nek način ne dokupuje z novih igrač, stvari, oblek, ampak si jih lahko izmenjajo. Čeprav se mi zdi, da je fajn tudi, da se oni naučijo barantanja, izmenjevanja, da vejo, koliko kakšna stvar stane, da jo šparajo, da cenkajo. Predvsem pa, da so v bistvu kakšen dan brez tablic, brez elektronskih naprav, pa takole zunaj v naravi. Zakaj ti je všeč bazar? Zakaj si prišla? Ker se znebim veliko igrač, ki jih ne potrebujem več, pa ker zaslužim malo denarja. Za nekatere izmed otrok je to prva priložnost, da se preizkusijo v poslu. Matija, kaj pa lahko danes na tvoji stojnici najdemo? Pijače, hrano, srečelov. V bistvu veliko stvari sva doma pripravila, nekaj sva šla pa iskat, pa pač prosila, če za srečelov dajo kakšne stvari. Ja, v bistvu te zagrizike so nama kar dobro ratale, pa za pijače tudi, pa srečelov nama je tudi dobro ratal. Kaj pa vi danes na vaši stojnici prodajate oziroma menjate? V bistvu stvari, ki jih ne rabimo več, pač unek so nam odveč, ki jih bi radi prodali, zamenjali ali pa podarili kakšnim drugih, ki bi jih radi. Če so otroci iznajdljivi, da imajo malo te podjetniške žilce, potem že znajo prodati tisto, kar prinesejo. Tako da večinoma smo fokusirani res mogoče na otroško publiko. Oblačila, karkoli odvečnega imate doma in ne potrebujete, ker vemo, da tukaj na Bledu imamo sicer 2krat na leto ta izmenjava koles, pa smuči pa tako, ampak je čist drug princip. Tam prineseš, greš in prideš po denar. Tukaj pa mi želimo, da ljudje ostanejo tukaj, da se družimo, da se pogovarjamo, da sklenemo kakšne nove projekte tudi skupaj, tako da počasi nas je več. Na bazarju so se otroci lahko udeležili tudi delavnic rezljanja in dolbljenja, kuhanja v naravi, izdelave nakita in poslikav ter peščenih natikačev. Probajo lahko balk pa ne vse, lahko se rezbar, lahko se plete, lahko se pač samo gleda, brusi, sploh za tiste najmlajše, to je najboljše. Pa otroci primejo, glede na to, da delate z nožki, da so to ostre stvari, zagrabijo za to? Ja, pa v bistvu ni problem, pač zmeraj se je fajn pozanimati najprej starši, a jim zaupajo, fajn je, da so zraven, sploh zdaj recimo, če imaš otroke, ne vem, pod 10 let, ki so pač majhen bolj, ne vem, kako se rekel, clumsy. Ampak ja, drugače pa ni nobenega problema, vsakrat proba, vsak mu je zanimiv, pač itak nova stvar, tako da. Point tega bazarja je res to, da premalo so naši otroci v naravi.
Premalo se med sabo družijo na zelenih površinah, zato je tudi, smo si želeli narediti vsaj enkrat na leto en tak dogodek. In mislim, da tudi Bled kot sicer mesto, ampak po drugi strani majhen kraj, kjer se ljudje srečujemo, se vsi sicer na videz pozdravimo, ampak nikoli ne spregovorimo 2 besed skupaj. Tako da se mi zdi tudi cilj, da res, da se spoznamo, da poslušamo, kdo kaj je, s čim prihaja in mislim, da kar nam uspeva to. Nedvomno je čas, ki ga preživimo v naravi brez cene. Še posebej, če se v tem času lahko kaj koristnega naučimo in se znebimo odvečnega.